Ste danes pričakovali to visoko priznanje? Ne, ampak imel sem pa dober občutek, no, moram reči, pred začetkom. Koliko časa je nastajala ta aplikacija? Pilot aplikacije je trajal približno leto dni, da smo izpopolnili vse recimo osnovne zadeve glede aplikacije, tako da je bila pripravljena za širši trg in to je bilo leta 2012. Od takrat pa od leta 2013 naprej je pa na voljo po celem svetu. Kaj je bilo medicincem tako všeč, da so jo tako dobro sprejeli? Po moje je to, da je bila narejena s pomočjo zdravnikov, ker smo jo res prilagodili njihovim potrebam. In to je pri nas, ker se s tem ukvarjamo že nekaj časa, to je tisto, kar vedno ugotavljamo. Če se pri takih izdelavi teh aplikacij sodeluje z zdravniki, potem je tudi končen rezultat dober, ker se prilagodiš njihovim potrebam in res narediš produkt, ki jim je uporabljen. Kako v praksi to zgleda? V bistvu tako, da smo z dvema zdravnikoma, z dr. Matijo Tomšičem in dr. Žigo Rotarjem, sodelovali pri zasnovi koncepta in potem v bistvu skozi piljenje in skozi testiranje res prišli do izdelka, ki je njima uporaben. Ker sta pa sama tudi to potrebovala za klinično delo, je pa končni izdelek že bil res pripravljen tudi za širši. No, še nekaj o sami uporabi. V bistvu po svetu trenutno aplikacijo uporablja več kot 4500 revmatologov, več kot 120 državah in ta številka še raste iz meseca v mesec, tako da bo še bistveno večja. No, pa še nekaj besed, malo bolj poljudno. Na kakšen način se uporablja, čemu je namenjena ta aplikacija? Ta aplikacija je namenjena revmatologom pri kliničnem delu in jim v bistvu olajša identificiranje bolezni, ocenjevanje aktivnosti bolezni pri bolnikih in jim daje v bistvu na mobilni aplikaciji takojšen dostop do teh informacij. Tako da lahko zelo hitro obravnavajo pacienta in mu dajo kvaliteten podatek oziroma kvalitetno informacijo o njegovi bolezni. Je pa to timsko delo? Seveda. Nam lahko predstavljate na kratko to vašo delovno organizacijo, ta vaš tim? Modra jagoda je trenutno ekipa 7 ljudi. Od tega so 4 razvijalci, 2 so bolj usmerjena v poslovne smeri in 1 študent. Je pa tako, da sta tudi 2 izmed originalnih članov zdravnika, tako da zaradi tega smo osredotočeni na aplikacije za zdravnike. Kar imenujte jih? To so pa dr. Nejc Tomšič, Marko Nikolovski, Nejc Jelovčan, Darko Vodnaruk, Jan Osolnik, Blaž Gantar in jaz, Blaž Štregl.